Kitajci so namreč že pred časom nehali s sežigom tujih odpadkov, zato so se ti pri nas že začeli rahlo kopičiti. V skladiščih komunalnih podjetij že od lani in predlani ostaja skoraj 11.000 ton neprevzete odpadne embalaže. Zgolj pri javnem podjetju Voka Snaga, ki pokriva le petino slovenskih gospodinjstev, se je nabralo za 17 olimpijskih bazenov odpadne embalaže. A ni fajn, ko ti voditeljica v eni sapi opiše problem, takoj v naslednji pa ponudi rešitev? Ker če imamo česa v Sloveniji trenutno veliko, so to prazni olimpijski bazeni. S tem ubijemo 2 muhi na en mah. Pozim se rešimo od večnih plastenk, polet pa otrokom priskrbimo brezplačne plavce za učenje plavanja. Vem, eni se s to idejo ne strinjate, med drugim tudi direktor zbornice komunalnega gospodarstva, ki predlaga drugačno rešitev. Jaz samo upam, da ne bomo za novo mersko enoto embalažne krize v Sloveniji začeli uporabljati stadion Stožice. Vem, to bi bilo grozno, da bi na ta način začeli uporabljati stadion Stožice. Bi pa vsaj začeli uporabljati stadion Stožice. Ker tistih par ljudi, ko hodi na tekme Olimpije, ni glih najbolj ekonomična uporaba stadiona. Tako da se komod zmenimo, da je zahodna tribuna za VIP goste, vzhodna pa za smeti. Edina alternativna rešitev bi bila izgradnja sežigalnice smeti, ki pa se iz zdravstvenih razlogov bojimo bolj kot Kitajca, ki kiha. Na potezi je torej okoljski minister Zajc, ki pa je v celotni smetarski zgodbi odkril dodaten problem. Zajc namesto novih interventnih ukrepov popoldan napove strožji nadzor družb za ravnanje z odpadno embalažo. Naša inšpekcija je ugotovila, da so nekatere družbe pobrale denar, niso pa te embalaže potem tudi odpeljale. Ja, v Sloveniji imamo nov problem pobiranja odpadkov. To zgleda tako, da smetar vaš smetnjak odpelje za smetarski avto, pa ga pa enak ga postavi nazaj na mesto. Storitev opravljena. Nov sistem. Globalne novice. Več tisoč Japoncev se je udeležilo tradicionalnega golega festivala, kjer se pomanjkljivo oblečeni moški prerivajo v želji, da bi prišli do šopka vejic ali uspeli prijeti eno izmed 20-centimetrskih srečnih palic. Ker dogodek poteka v temi, je potreben biti še posebej pazljiv, da ne zgrabiš napačne 20-centimetrske srečne palice. Ampak glede na to, da je festival na Japonskem, to ne bi smel biti problem, baje. Ne, da bi vedel. Žalostna vest. V 75. letu starosti je umrl Larry Tesler, ameriški programer, ki je izumil računalniški ukaz za kopiraj in prilepi. Naj počiva v miru in v imenu vseh še enkrat hvala za pomoč pri pisanju diplomskih nalog. V Nemčiji pa so na lepotnem izboru za Miss Nemčije okronali najstarejšo zmagovalko do zdaj. To je postala 35-letna Leonie Charlotte von Hase. Odločitev žirije vsekakor podpiramo, saj so s tem svetu pokazali, da so ženske lepe ne glede na starost. Edino, kar ne vemo, je, če so te zraven nje ostale tekmovalke ali hčerke. Do bizarne nesreče na delovnem mestu je prišlo v striptiz klubu v ameriškem Dallasu, kjer je ena izmed striptizet padla na realna tla. Dobesedno. Ja, ženska je padla z višine 5 metrov, nato pa ples speljala do konca. Umakni se, Petra Majdič, imamo novo šampionko! Eksotična plesalka iz Dallasa je k sreči utrpela le zvin gležnja ter poškodbo čeljusti. Obe operaciji pa je plačala z $1 bankovci. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.